It's 11 hours. Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci današnjega dogodka, dovolite mi, da vas kot prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo najprej pozdravim na enem od preddogodkov v sklopu projekta Evropske noči raziskovalcev Humanistika, to si ti, ki ga koordinira in vodi Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, vanj pa je vključenih še 11 drugih članic univerze. Današnja delavnica nosi naslov Perspektivnost poklica raziskovalca in raziskovalke. Tematika delavnice je torej osredotočena na možnosti razvoja kariernih poti na področju raziskovanja, tako z vidika priložnosti, ki jih ponujajo različni evropski finančni mehanizmi, kot z vidika zagotavljanja enakosti med spoloma. Posebno pozornost pa bomo namenili tudi vprašanju podpore, ki jo raziskovalcem in raziskovalkam nudijo institucije, v katerih delujejo. Odločitev za karierno pot na področju raziskovanja je seveda v prvi vrsti osebna odločitev vsakega posameznika oziroma posameznice. V nadaljevanju pa je ta pot odvisna od številnih dejavnikov, tako osebnih kot strukturnih in infrastrukturnih. O teh temah bomo danes govorili z dekanom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, profesor dr. Romanom Kuharjem, z gospo Uršulo Konečnik, nacionalno kontaktno osebo za obzorje 2020 in sekretarko Komisije za enake možnosti na področju znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Z nami bo tudi dr. Ana Roter, raziskovalka na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo in vodja enega od sklopov evropskega projekta Horizon 2020. Dr. Stojan Sorčan, nacionalna kontaktna oseba za obzorje 2020, ukrepi Marie Skłodowska-Curie Actions pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Pridružila se nam je tudi magister Marja Medved, svetovalka v Centru Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, sicer pa koordinatorka nacionalne mreže Euraccess. Najprej pa vabim k besedi profesor dr. Romana Kuharja, dekana Filozofske fakultete, ki bo spregovoril o tem, kakšna je vloga vodstva fakultete pri zagotavljanju pogojev in podpore za raziskovalno delo, s kakšnimi rešitvami in težavami pri zaposlovanju raziskovalcev se fakulteta rešuje in kako je to seveda povezano s financiranjem raziskovalne dejavnosti. Prosim, profesor dr. Roman Kuhar. Jasne, najlepša hvala, lep pozdrav vsem skupaj, vsem, ki ste prisotni na tem dogodku, in če lahko izkoristim to priložnost, glede na to, da je Filozofska fakulteta koordinatorica Evropske noči raziskovalcev, ki se sicer glavni dogodki bodo v petek, ampak vendarle je tole eden od preddogodkov, bi se rad zahvalil vsem, ki ste v zadnjih tednih in mesecih intenzivno delali na pripravi letošnje noči raziskovalcev, ki zagotovo poteka drugače, kot smo si želeli in načrtovali, ko smo to prijavo vlagali, ampak mislim, da je ta izvedba, ki je zdaj možna, torej preko spleta, da ima ta izvedba tudi svoje prednosti in predvsem ugotavljamo, da bo ostalo kar nekaj videozapisov različnih okroglih miz, ki jih bo mogoče pogledati tudi pozneje, ne samo v petek, ko poteka glavna noč raziskovalcev. Glede na to, da je Filozofska fakulteta tudi gostiteljica tele okrogle mize, bi, če dovolite, samo na kratko predstavil, kakšen je položaj raziskovanja na Filozofski fakulteti kot največji članici univerze v Ljubljani. Zdaj, v Filozofski fakulteti je vedno na nek način fino govoriti, ker vedno govorimo o tem, da smo največji in najstarejši in tako naprej. In tudi na področju raziskovanja smo pravzaprav torej imamo kar relativno velik obseg, saj na Filozofski fakulteti deluje
približno 6,5% vseh raziskovalk in raziskovalcev, ki v Sloveniji delujejo na področju družboslovja in humanistike. V konkretni številki to pomeni 431 raziskovalk in raziskovalcev. To seveda niso raziskovalke in raziskovalci, vsaj večina ne, med njimi, ki bi se izključno posvečala raziskovalnemu poklicu, ampak so hkrati tudi pedagogi in pedagoginje. In mislim, da je ta kombinacija pedagoškega in raziskovalnega poklica zelo dobra kombinacija, zaradi tega, ker se odlično dopolnjuje in na nek način bogati druga drugo. 22 tehnikov imamo zaposlenih na Filozofski fakulteti, to so kolegi in kolegice, ki nam pomagajo pri naših raziskovalnih projektih in mislim, da je precejšen del med njimi tistih, ki imajo ambicijo nekoč postati tudi sami raziskovalke in raziskovalci in glede na to, da je letos ena od tem Noči raziskovalcev tudi položaj žensk v raziskovanju in znanosti na splošno. Na Filozofski fakulteti imamo med raziskovalkami in raziskovalci več žensk, kot vidite 60% in 40% moških, kar pravzaprav seveda ni presenetljivo. Področje družboslovja in humanistike je tisto področje v znanosti, ki je do določene mere feminizirano. In je seveda tudi tisto področje, ki nekako vprašanje enakosti spolov poriva naprej, zaradi tega, ker se nam zdi in je to zagotovo pomembno vprašanje in na kakšnih drugih področjih raziskovanja ali pa znanstvenega delovanja manj prisotno in mi smo nekako recimo temu poklicani, da ta vprašanja tudi odpiramo. Kakšno podporo imajo naše raziskovalke in raziskovalci na Filozofski fakulteti? Pri tem je najprej seveda potrebno omeniti naš znanstveno-raziskovalni inštitut, po domačemu rečemo ZIF, ki je, kot vidite na sliki, še takrat, ko smo živeli v normalnih razmerah, pa to je bilo lansko leto, se mi zdi, ne tako daleč nazaj, v glavi se mi zdi, da pa je bilo vendarle precej dlje nazaj. Ta znanstveno-raziskovalni inštitut je praznoval 40-letnico delovanja, ustanovljen je bil prav z namenom spodbujanja in nudenja podpore raziskovalni dejavnosti na področju humanistike in družboslovja. Torej, ta tradicija je na Filozofski fakulteti zelo dolga. In znanstveno-raziskovalni inštitut je zagotovo središče raziskovalnega dela na Filozofski fakulteti. Tja vsi mi, ki tako ali drugače raziskovalno delamo, zahajamo pogosto verjetno s svojimi problemi, ki nam jih kolegice in kolegi na inštitutu poskušajo reševati, predvsem v povezavi seveda s financiranjem naših raziskav, z realizacijo naših idej, kaj bi raziskovali in kako bi raziskovali, v tem smislu, da nam pomagajo pri tem, kakšne so možnosti prijave za pridobivanje finančnih sredstev, pa seveda potem spremljajo celoten potek raziskovalnega procesa, vključno z vsemi poročili, finančnimi in vsebinskimi, skratka, ta pomoč, ki je seveda, ne me napačno razumeti, v ozadju raziskovalnega procesa, je vendarle izredno pomembna. Se mi zdi, da jo pogosto jemljemo kot samoumevno, ampak ker sem sam delal v različnih delovnih organizacijah, lahko rečem, da je to, da imamo nek tak inštitut na Filozofski fakulteti, res izrednega pomena zaradi tega, ker raziskovalna dejavnost in raziskovanje samo lahko poteka bistveno bolj lagodno, kot če si za vse odgovoren sam in če pravzaprav nimaš neke strokovne podpore, ker, kot bodo verjetno kolegi in kolegice v nadaljevanju povedali, je ta postopek prijavljanja raziskovalnih projektov, pa seveda potem poročanja in tako naprej, relativno zapleten in tukaj res človek potrebuje neko pomoč. Novo spletno stran sem omenil samo zaradi tega, da je to
nekoga slišimo, da je to še en korak k podpori raziskovalne dejavnosti na Filozofski fakulteti, predvsem v smislu diseminacije rezultatov, pa seveda v smislu obveščanja raziskovalk in raziskovalcev o različnih razpisih in drugih stvareh povezanih z raziskovanjem. V zadnjih 2-3 letih smo na fakulteti sprejeli tudi nekaj novih pravilnikov, ki so posebej naslavljali raziskovalno dejavnost. Na fakulteti imamo tako ustanovljen poseben fond za nakup raziskovalne opreme. Vsako leto razpišemo ta razpis za raziskovalno opremo in na ta način poskušamo predvsem tisto dražjo raziskovalno opremo zagotoviti in s tem omogočiti raziskovalno delo tistim, ki to raziskovalno opremo pri svojem delu potrebujejo. Najbolj sem pa vesel tega drugega, to je razvojnega sklada, ki smo ga ustanovili posebej za mlade raziskovalke in raziskovalce, za tiste, ki niso starejši od 10 let po svojem doktoratu, če rečem tako. Ta razvojni sklad je bolj obliž zaenkrat še kot kaj drugega, ampak vendarle neka spodbuda za mlade, da lahko s pomočjo nekega denarja vendarle naredijo in pripravijo raziskovalni projekt. Ta networking jim ta denar omogoča, skratka lahko se udeležijo kakšnih konferenc v tujini ali pa skličajo kakšne delovne sestanke tudi s kolegi in kolegicami v tujini, zato da potem pripravijo in prijavijo večji projekt. Mislim, da smo lansko leto prvič štartali s tem, tako da upam, da se bo ta razvojni sklad dobro prijel in predvsem seveda, da se bo vanj natekalo malce več denarja, kot si ga zdaj trenutno lahko privoščimo. In ne nazadnje bi rad omenil še en del infrastrukture na Filozofski fakulteti, ki je tesno povezana z raziskovalno dejavnostjo, to je pa naša znanstvena založba. Znanstvena založba vsako leto izda skorajda 80 del in to je en pomemben kanal za diseminacijo naših rezultatov, raziskovalnih rezultatov seveda, ki jih dosegamo pri svojem delu. To, da imamo založbo v hiši, v kateri delujemo, nam seveda marsikaj olajša. Lažja je komunikacija zagotovo, pa seveda tudi mogoče je lažje priti do ustrezne objave za rezultate našega raziskovalnega dela. Na Filozofski fakulteti, pa ne samo na Filozofski fakulteti, na Univerzi v Ljubljani kot taki, pa verjetno tudi širše, smo se in se še vedno pri raziskovalcih srečujemo z velikim problemom prekarnosti raziskovalk in raziskovalcev. O tem ste verjetno kaj zasledili v zadnjih letih tudi v medijih, saj so različni raziskovalni inštituti tudi v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani opozarjali na nezavidljiv zaposlitveni položaj raziskovalk in raziskovalcev. Veseli me, da se je Univerza v Ljubljani odločila ta problem nasloviti, seveda tudi mislim, da v tesnem dialogu s sindikati. Tako da smo konkretno na naši fakulteti v zadnjih 2 letih zaposlili 50 raziskovalcev in raziskovalk, ki z nami že dlje časa sodelujejo, vendar so bili zaposleni na pogodbah za določen čas, torej za čas trajanja projekta. Zdaj imajo vsi ti raziskovalke in raziskovalci sicer pogodbo za nedoločen čas, še vedno pa je velik problem seveda v tem, da so finančno odvisni od projektov. Ta pogodba za nedoločen čas zagotovo je v pravnem, pa nekem socialnem, mogoče tudi psihološkem smislu seveda neka večja varnost, ampak vendarle sistemska težava raziskovanja v Sloveniji je, da tako rekoč nimamo zagotovljenega ustreznega, recimo temu pasovnega financiranja ali pa nekega stabilnega financiranja, ki bi premostilo tiste luknje v raziskovanju med enim in drugim projektom. O tem se veliko razpravlja, mogoče lahko kaj rečemo tudi v nadaljevanju te okrogle mize, ampak
tukaj zagotovo obstaja težava, kljub temu, da to prekarnost na fakulteti in na univerzi kot taki naslavljamo. Programske skupine so edino relativno stabilno financiranje, pa tudi tukaj se seveda srečujemo s številnimi problemi, od relativno nejasnih pravil, kako naj te programske skupine znotraj delujejo, kako naj se sredstva delijo, kdo je upravičen do posameznih finančnih sredstev. Tukaj si vsaka programska skupina postavlja svoja pravila, ki so, kako ne rečem, bolj ali manj demokratična. Verjetno bi bilo bolje, če bi imeli neke jasne sistemske rešitve pri tem, kako naj programske skupine funkcionirajo, ali pa bi bil potreben razmislek, ker programske skupine so dediščina 90. let, ponovni razmislek, kaj s temi programskimi skupinami in s tem relativno stabilnim financiranjem narediti na raziskovalni dejavnosti v Sloveniji. Zagotovo potrebujemo kakšno sistemsko rešitev na fakultetah. Konkretno se srečujemo s težavo v tem, da ARRS po eni strani določa neko vrednost ure, ki pa ni skladna z vrednostjo ure, ki jo moramo mi po zakonu izplačati našim raziskovalcem oziroma pedagogom, in tako nastajajo minusi v nekaterih skupinah, v nekaterih skupinah plusi. Ne vem, zakaj se ta problem, ki bi se ga dalo relativno enostavno rešiti, že na leta ne reši. Mi ves čas na to opozarjamo, ne samo mi, celotna raziskovalna skupnost. In tako kot sem rekel že uvodoma, ta prekarnost je nekaj, kar seveda ni problem, ki bi ga lahko rešili enkrat za vselej, ampak se nam vedno znova skozi stranska vrata vrača nazaj na fakulteto, z novimi projekti dobivamo nove raziskovalce in tudi tukaj se mi zdi, da bi bile smiselne sistemske rešitve v smislu verjetno nekih omejenih sistematiziranih delovnih mest za raziskovalno dejavnost, tako kot to velja za pedagoško, ampak trenutno temu ni tako. To sicer po eni strani predvsem za mlade raziskovalke in raziskovalce omogoča relativno enostaven pristop k raziskovalni dejavnosti, ampak zelo hitro se potem znajdejo v prekarnih situacijah in te prekarne situacije potem kar trajajo in trajajo in trajajo in to zagotovo seveda ni dobra rešitev. Tale podatek sem vključil zaradi tega, da bi te negativne informacije, ki sem jih na prejšnjem slajdu nekako omenjal, malce zbalansiral z vendarle nekoliko pozitivno informacijo, in to je, da se delež finančnih sredstev, ki jih Filozofska fakulteta pridobiva na raziskovalnih projektih in razpisih, povečuje. Kot vidite, nekje do leta 2015, kar je bil še čas seveda ali pa posledica krize, se je ta delež zmanjševal, potem pa se je zvečeval. Zdaj smo približno na 3,5 milijona evrov, ki jih na letni ravni dobimo z raziskovalnimi sredstvi. Verjetno sem že zelo dolg, bom zelo na hitro poskušal zaključiti z nekaterimi problemi in izzivi, jih bom samo naštel, mogoče lahko v razpravi kaj rečemo o tem. Skratka, po eni strani smo soočeni s tem, da imamo relativno veliko raziskovalnih priložnosti, ogromno je najrazličnejših shem, možnosti prijav. Te prijave so relativno zapletene, včasih se sprašujem, če ni bolj pomembno to, da obvladaš tehniko prijavljanja, kot pa sama vsebina. Tukaj bi apeliral seveda na to, da bi te postopke poskušali seveda na slovenski in na evropski ravni poenostavljati. Humanistika in družboslovje je po vseh statistikah, ki jih lahko pogledate, v finančnem smislu podrejena drugim delom znanosti, predvsem naravoslovju in tehniškim vedam, ki na državni ravni dobivajo 2- do 3-krat več denarja na razpisih, in verjetno je že skrajni čas, da tudi v Sloveniji bolj intenzivno začnemo razmišljati o tem, čemu rečemo družba 5.0, torej družba, ki jo živimo na nek način že danes, kjer je pa to ločevanje med naravoslovjem, družboslovjem, humanistiko, tehniškimi vedami
Neka stvar preteklosti. Danes verjetno ali pa prihodnost raziskovanja je v interdisciplinarnih in transdisciplinarnih sodelovanjih. In tukaj bo zagotovo humanistika in družboslovje bosta igrala pomembno vlogo. Claude Lévi-Strauss je mimogrede rekel, da 21. stoletje bo stoletje humanistike ali pa ga sploh ne bo. In glede na to, kaj se nam danes dogaja, s čim smo soočeni, je verjetno imel kar prav. Drugi problem oziroma drugi veliki izziv, nič novega ne bom povedal, s tem je vrednotenje našega raziskovalnega dela. Tukaj smo v zadnjih letih drveli po avtocesti, ki se ji reče kvantifikacija torej raziskovalnih dosežkov. Zagotovo smo soočeni z veliko diktaturo bibliometrije, ki je bila v izhodišču sicer mišljena kot pomoč bibliotekarjem pri naročanju znanstvenih publikacij. Zdaj je pa bibliometrija tista, ki določa našo vrednost, in to vodi seveda v hiperprodukcijo, vsebina ostaja v ozadju, ključno je, kje objaviš članek, koliko pik dobiš, kakšni bodo citati iz tega članka in tako naprej. In včasih se mi zdi, da se bolj pogovarjamo o tem, kje bomo stvar objavili, kot pa o sami vsebini. Je pa to različno od države do države. Spomnim se enega sestanka v Bruslju v mednarodni skupini raziskovalk in raziskovalcev, kjer smo zaključevali nek projekt in se začeli pogovarjati o tem, kje bomo objavili rezultate našega dela. Za nekatere je bilo to popolnoma irelevantno vprašanje, za nekatere, med njimi seveda tudi mene, kot nekoga, ki prihajam iz slovenskega raziskovalnega okolja, pa seveda pomembno zaradi tega, ker so od tega odvisne naše habilitacije, napredovanja, možnosti za pridobitev novih projektov. Tukaj imamo tudi na evropski in globalni ravni več pobud. Dora je ena izmed njih, pa Plan S, za to, da bi naše objave bile torej prosto dostopne, da bi bil večji poudarek na kakovosti oziroma na ocenjevanju, na kvalitativnem ocenjevanju naših rezultatov, ne pa na kvantiteti le-tega. In čisto na koncu naj odprem še zadnji problem, ki se mi zdi, da postaja kar pomemben, in ne vem, če imamo že dobre odgovore za to, kako tole nasloviti, ampak znanost kot taka, pa tudi raziskovalna dejavnost v zadnjih letih doživlja ne sicer na vseh področjih enako, ampak vendarle najrazličnejše napade. Pogosto je ta raziskovalna skupnost ali pa strani nekaterih skupin v družbi doživeta kot elita, ki je izgubila stik z realnostjo, stik z običajnimi ljudmi in vsakdanjim življenjem, in to znanost zdaj nadomeščajo najrazličnejše populistične kvazi znanosti. Družbeni mediji so tukaj pomemben vir širjenja te populistične kvazi znanosti, teorije zarote, redukcija naših razprav na pro et contra, in tako naprej. O tem bi lahko široko in veliko govorili, no, ampak tukaj se mi zdi, da je za znanost, poleg vseh teh finančnih težav in sistemskih, ki sem jih omenjal prej, zagotovo še en izziv, ki ga moramo nasloviti, in naslavljamo ga vsaj deloma, verjetno lahko tudi s tem, kar imam tukaj zapisano, popularizacija znanosti, ki ni isto kot populistična kvazi znanost, ampak mogoče razmislek o tem, kako znanost narediti javno znanost v sociologiji. Jaz sem sociolog, govorimo o javni sociologiji. Kako znanost nasplošno narediti javno in kako preprosto slediti temu, kar je seveda naše izhodišče, in to je ta razsvetljenski projekt, raziskovanje v dobrobit človeka, in sveta kot takega, torej človeštva kot takega. To bi morala biti naša glavna mantra in naš glavni cilj, in se bojim, da včasih malce izgubimo kompas tudi pri tem, in proti napadi so lahko priložnost za ponovni razmislek o vsem tem. Toliko za uvod. Hvala lepa.
Ja, Roman, hvala. Veliko tem si odprl, nekaj je že odzival tudi v chatu. Jaz predlagam, da se vprašanja zbirajo in potem na koncu se razvije tudi razprava. Zdaj pa bi povabila k besedi gospo Uršulo Konečnik, ki bo govorila o enakosti spolov v raziskovanju v okviru programa Obzorje Evropa. Lep pozdrav vsem skupaj. Bom jaz zdaj iz nekega širšega konteksta, bom se predstavila na področje enakosti spolov. Bom kar delila prezentacijo najprej. A lahko se opravičim ta hip vsem udeležencem, sploh pa vam, Uršula, namreč sporočila mi je dr. Ana Rotar, ki je na vrsti za vami, da ima samo 20 minut časa, potem pa bo morala iti. A lahko prosim zamenjamo vrstni red? Žal tega nisem vedela, zato nisem nje povabila k besedi. Seveda. Pa bi zdaj to naredili, no, izjemoma tako. Dr. Ana Rotar bo predstavila evropski projekt Change Horizon 2020, s katerim implementirajo načrt enakosti spolov in ga bodo prilagodili, da bo ustrezal obzorju Evropa. Mislim, da se boste, Uršula, tudi vi lahko potem navezali svojo temo na dr. Rotarjevo. Prosim lepo. Ja, jaz se opravičujem Uršuli, ker upadam, ampak sem šele včeraj izvedela za to, da naj bi predstavila nekaj. V glavnem, projekt Change je kot kar nekaj projektov, ki trenutno delujejo v Sloveniji, sfinanciran z namenom, da se v partnerskih organizacijah vzpostavijo tako imenovani načrti enakosti spolov. Če smo do 2 mesecev nazaj ali pa 3 mislili, da je to neke interne narave, se je izkazalo ravno sedaj v zadnjih nekaj mesecih, da bodo te načrti še kako pomembni za kogarkoli, ki se bo želel vključiti kot partnerska organizacija v prihodnji shemi Horizon Europe, Horizon Evropa. Ne vem, če bo Uršula govorila kaj o temu. Bom pa rekla, kako smo se mi s tem spopadli na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer do sedaj tema spolov ni bila najbolj priljubljena. Razen v striktno biološkem kontekstu, ko smo recimo spol upoštevali kot spremenljivko pri obdelavi podatkov. Sicer pa spol v smislu napredovanja raziskovalk in raziskovalcev, zaposlovanja bolj strateškega, o tem se ni govorilo do projekta Change. In nekaj zadev se je spremenilo zaradi projekta, predvsem ta, da je vodstvo inštituta začelo bolj pozorno poslušati, kaj so problemi, zaradi tega, ker se z organizacijo delovnega okolja, ki je prijazno in vsaj daje videz inkluzivnosti, se potem tudi poveča raziskovalni izplen, prej ali slej. In mi smo začeli z tako imenovanimi mehkimi prijemi, zato da naredimo kritično maso zaposlenih, ki se med seboj začnemo pogovarjati tudi o spolu, tudi o ovirah, do katerih prihaja zaradi tega, ker ženske zaradi statistično večje verjetnosti, da bodo dlje časa odsotne, zaradi nege oziroma privatnih obveznosti, se jim potem tako imenovan dobimo ta stekleni strop in nekako težje napredujemo ali pa sploh ne v primerjavi z našimi moškimi kolegi. Ampak da ne bomo agresivni, smo se odločili, da naredimo kritično maso z neformalnimi dogodki. Začeli smo z delavnico o nezavedni pristranskosti, ne vem, kako se to prevede v slovenščini, unconscious bias. To se pravi, biologa oziroma psihologa, kliničnega psihologa iz Anglije smo poklicali zato, da biologom razloži, kaj je to nezavedno in da je dejansko do tega, da smo mi pristranski pri zaposlovanju, pri nagrajevanju, za tem obstaja nek biološki mehanizem.
kako to ozavestiti, zato da ne prihaja do razlik, do različnih obravnavanj, je ravno ta psiholog predstavil in mislim, da je bila to tista prelomna točka, ker dokler sem govorila to jaz, ki nisem ne biologinja, ne psihologinja, je bilo eno. Ko pa je to predstavil en psiholog na biološki način, potem so se začele zadeve obračati v inštitutu in so ljudje začeli res dejansko sodelovati. Imeli smo delavnico o izgorelosti, kjer se je vodstvo inštituta zelo dobro odzvalo in sedaj implementiralo kar nekaj sprememb, med drugim tudi možnost kliničnega svetovanja, ki je plačana strani inštituta. Imeli smo veliko delavnic o komunikaciji, zato ker je to znanstvena komunikacija nekaj, kar je meni osebno pri srcu in se trudim, da bi se izpopolnjevala in se izpopolnjujem že 7 let v temu. In do 3 mesecev nazaj smo imeli te mehke prijeme. Sedaj pa je prišlo iz komisije to navodilo, da bomo v obzorju Horizon Europa morali vsi, ki se bomo hoteli prijavljati na projekte, imeti tako imenovane akcijske načrte za enakost spolov, ne samo definirane znotraj inštituta, ampak tudi potrjene strani znanstvenega sveta in postavljene na spletno stran. To bo vstopni pogoj. Če tega ne bo na spletni strani in potrjeno strani organizacije, se sploh na projekte ne bomo mogli prijavljati, ne samo to, imamo časa 1 leto, ta pufer. To se pravi, prvo leto Horizon Evrope bo še lahko tako, kot je, v nekem sprejemanju. Po letu 2022 pa bo to potrebno dokazovati, da imamo. In komisija je dala jasna navodila, kako te akcijski načrti morajo izgledati. Morajo imeti 5 točk. Ena je priporočila, mi smo se odločili, da bomo temu rekli priporočila, ne pa pravilniki. Priporočila za tako imenovano ravnotežje med delom in privatnim življenjem, zato da se zaposleni imajo kam obrniti, ko se počutijo v stiski ali pa da ne znajo si več dobro organizirati čas. Še posebej v tem času, ko večina nas dela od doma, je to še kako priročno. Naredili bomo priporočila, kako pri zaposlovanju, to moramo narediti, to mora biti del tega akcijskega načrta, kako imeti enako obravnavanje, predvsem po spolu, pri zaposlovanju in napredovanju. Potrebno je imeti pravilnik proti spolnem nadlegovanju. Na srečo to na NIB-u že imamo sprejeto. In potrebno je dodeliti sredstva za letno poročanje o stanju v zaposlovanju, o napredovanju, mi bomo tudi o projektnem sodelovanju vključili v ta poročanje in to unesti v letna poročila, tako da bo jasno razvidno, koliko po spolu te statistike. Tako da to je 5 stebrov, ki morajo vsebovati vsak ta akcijski načrt. In s kolegicami iz ZRC SAZU-ja, ki ta akcijski načrt že imajo in je dostopen na njihovi spletni strani, smo v navezi, da bi pomagali tudi ostalim organizacijam v Sloveniji in se lahko tudi z ministrstvom povežemo, zato da postanemo kot neka kontaktna točka za tiste, ki potrebujejo informacije, kako to narediti in kako se mi s tem spoprijemamo. Na srečo imamo ravno zdaj projekt, ki še teka, tako da so te aktivnosti lahko financirane s strani projekta. Trenutno pa jaz lobiram pri naši upravi, da bi na letni ravni dodelila eno majhno kvoto ur, zato da se te aktivnosti nadaljujejo tudi v prihodnje. Torej ne samo, da mi imamo to kljukico, imamo ta akcijski načrt, ampak da imamo nek majhen finančni žakelj, kjer lahko vsako leto organiziramo kakšne delavnice ali pa pomoči, če je to potrebno. In zadnje, kar bi povedala, je to, da sem zelo vesela, ta projekt je prvi tak ne strogo biološki na Nacionalnem inštitutu za biologijo, projekt Change, in vidim, da prihaja do kar velike spremembe v kulturi zaposlenih,
ki se lažje med seboj pogovarjajo. Seveda je potrebno še veliko narediti, da vidimo neke učinke, ampak lažje se pogovarjajo in bolj si upajo. Bolj si upajo prijavljati projekte, predvsem ženske sodelavke, in bolj si upajo glasno opozarjati na morebitne nepravilnosti, če do njih prihaja. Evo, toliko bi jaz povedala. Ja, najlepša hvala, dr. Roter. Mogoče dodam samo še to, da imamo tudi na Filozofski fakulteti okvir za pripravo načrta enakosti spolov in smo tudi prvi na Univerzi v Ljubljani, ki smo se s tem začeli ukvarjati. Tako da hvala za izkušnjo vaše inštitucije. Mislim, da se bo Uršula, ki jo zdaj ponovno vabim k besedi, navezala na vas, ker bo govorila torej o enakosti spolov v okviru programa Obzorje Evropa. Tako da, Ana, hvala lepa. Uršula, vas pa prosim, da začnete. Ponovno lep pozdrav. Se bo ta prezentacija odlično navezala na prezentacijo kolegice dr. Roter, ki pač predstavlja konkretno izkušnjo z njihove institucije. Jaz sem pa malo v bistvu več povedala Obzorje Evrope in te nove iniciative, tako da bom kar delila moje ozadje. A se vidi? Tako da v bistvu se pravi enakost spolov in Obzorje Evropa bo tema moje prezentacije. V bistvu enakost spolov je pomembno načelo Evropske unije, vedno bolj, tudi tega se nekako dotika tudi vse strategije, pomembnejše strategije Evropske komisije. In sicer na katere vidike enakosti spolov Evropska komisija še posebej pozorna. Za vse, ki imate izkušnje s prijavami na razpise okvirnih programov Evropske komisije, ste verjetno seznanjeni s tem, da morate v prijavi posebej navesti, ali ste pri sestavi vaše raziskovalne skupine in pri vsebini projekta upoštevali enakost spolov, ter ustrezno argumentirati, vkolikor tega niste, ne? Predvsem je to pomembno, se pravi pri sestavi raziskovalnih skupin, da se na ta način okrepi bazen razpoložljivih talentov pri inoviranju, kjer je še posebej pereč problem, ker je zelo majhen delež žensk sodeluje pri inoviranju, je lastnic patentov. Rezultati raziskovanja so tako tudi relevantni tako za ženske kot za moške in seveda vsebini raziskovalnih projektov v vseh fazah raziskovalnega procesa. Zdela se mi odlična ta misel komisarke, odličnost in inkluzivnost sta dejansko dve plati istega kovanca. Zdaj, glede konkretnih primerov, sem tukaj našla par primerov v zvezi s pandemijo COVID, zelo aktualnih in za spolom. Uršula, se opravičujem, ne vrti se vaša prezentacija. Aha, imamo problem. Mogoče poskušam še enkrat deliti, pa če bo mogoče v drugo... Deluje? Zdaj pa ja. Zdaj pa ja, no super, smo rešili. Se pravi, odličnost in inkluzivnost kot dve plasti istega kovanca, da se navežem na zadnjo misel. Se pravi, našla sem pa aktualnih primerov, kjer je pač razlike med spoloma so relevantne pri vsebini raziskovalnih projektov. Se pravi, in kako je v bistvu ta pandemija vplivala različno na spol. Se pravi, v prvem mesecu pandemije je občutno padlo število prispevkov avtoric oddanih v znanstvenih revijah, medtem ko je število prispevkov, ki so jih oddali njihovi moški kolegi, je celo zraslo. Potem ženske na splošno večkrat izkusijo nezaželene učinke zdravil kot moški, kar lahko pripišemo biološkim razlikam in je dozo cepiva potrebno prilagoditi tem razlikam.
Potem je zanimivo to, da pri ženskah je večje tveganje za razvoj nepravilnosti v bitju srca in to tveganje se poveča pri uporabi zdravil za srce, ki so bile tudi kot potencialna zdravila za COVID. Potem ženske so tudi pogosteje zaposlene v storitvenih poklicih, naprimer zdravstvene delavce, prodajalke, in so posledično tudi pogosteje in močneje izpostavljene okužbi z virusom COVID-19. Toda v bistvu veliko je takšnih konkretnih primerov, kjer je zelo pomembno, da dejansko upoštevaš dimenzijo spola v zasnovi raziskovalnega projekta. Tukaj se mi je pa zdela zanimiva tako nazorna grafika, v bistvu podatki She-Figures tako prikaže zelo vizualno, kakšna je situacija. Recimo samo 22% žensk na vodilnih položajih na visokošolskih institucijah je žensk. Tudi Sloveniji podatki kaže na to, da je napredek na tem področju enostavno prepočasen, čeprav imamo po podatki She-Figures tretji najvišji delež doktorantk, se pravi, jih je že preseglo moških doktorantov, 61% je delež raziskovalk le 1/3, približno 33%. Razviden je v Sloveniji tudi tako imenovana škarjasti diagram in na najvišji akademski stopnji, recimo z nazivom profesorica, je samo 28% žensk. Potem se pa razlike kaže tudi po neenakomerni razporeditvi doktoric in doktorjev znanosti v posameznih znanstvenih vedah in po področji, kar je prej omenil tudi doktor Kuhar. Zdaj, v zadnjem sporočilu Evropske komisije z naslovom The New Era for Research and Innovation se je komisija zavezala, da bo podprla trajnostne strukturne in kulturne spremembe v raziskovalnih organizacijah in okrepila razpoložljivi bazen ženskih talentov. V bistvu, kaj to točno pomeni v praksi? V bistvu enakost spolov je pomembna horizontalna komponenta vseh stebrov financiranja. V skladu, kar je tudi dr. Roter že prej izpostavila, se pravi v skladu z EU strategijo za enakost spolov 2020-2025 ter prej omenjenim komunikacijo Evropske komisije, bodo akcijski načrti za enake možnosti postali pogoj pri prijavah na razpise okvirnega programa Obzorje Evrope. Takšni so sedaj te osnutki programov, sicer to še ni dokončno potrjeno, ampak vse kaže, da tako bo. Zdaj, v bistvu Evropska komisija dejansko področje enakost spolov in nekako podpira to implementacijo akcijskih načrtov za enake možnosti že zdaj z raznimi namenskimi posebnimi razpisi znotraj področja Science Written for Society, znanost z in za družbo, v katerih je sodelovalo kar nekaj slovenskih institucij. Sem zelo vesela, da je bil velik interes za te razpise. Med njimi smo slišali prej primer NIPA, potem tudi Filozofska fakulteta, kot ste omenili, SRCZU, Kemijski inštitut in tako naprej. In sedaj je v bistvu iniciativa, da se doslej pridobljeno znanje tudi skozi te razpise v bistvu bo se združil v posebnem tematskem centru odličnosti na tem področju, kjer je že predviden v dopolnitvi delovnega programa SFAFS. In ta center bo v bistvu ustanovljen z namenom, da nudi podporo institucijam pri pripravi teh akcijskih načrtov za enakost spolov. Hkrati bo nudil tudi posebna namenska izobraževanja, usposabljanja in vso ostalo podporo na tem področju. In financiranje tega centra se bo nadaljevalo tudi v naslednjem okvirnem programu in je predvideno v osnutku delovnega programa za širjenje sodelovanja, krepitev evropskega raziskovalnega prostora. In kako naj bi izgledali te akcijski načrti? V bistvu dr. Roter je že omenila par elementov in par lastnosti, ki naj bi te akcijski načrti imeli. Se pravi, to mora biti javen dokument, uraden dokument, ki ga podpišejo vodilni na instituciji.
mora biti objavljen na spletni strani, razširjen znotraj institucije, potem morajo biti posebna sredstva na voljo za podporo kadru, ki deluje na tem področju, ali je to v okviru kadrovske službe, ali je to organizirano kot posebna služba, kot ombudsman, recimo. Potem znotraj teh akcijskih načrtov mora biti tudi načrt, kako se bodo zbirali podatki in se implementacija tudi nadzorovala, se pravi zbiranje podatkov ločeno po spolu in jasen pristop k evalvaciji. Mora biti pa predvideno tudi izpopolnjevanje in učenje, se pravi, kako nasloviti podzavestne te pristranskosti, se pravi unconscious bias, potem priprava raznih zloženk, drugega informacijskega materiala, organizacija delavnic, oblikovanje delovnih skupin za naslavljanje specifičnih problemov. Zdaj, kar se tiče pa nekih ključnih gradnikov, so pa v bistvu usklajevanje dela in življenja znotraj organizacijske kulture, naprimer politika na področju starševskih odsotnosti, fleksibilne ureditve delovnega časa, potem ena dimenzija je tudi uravnotežena zastopanost spolov na vodilnih in odločevalskih položajih, se pravi razne kvote pri imenovanju komisij, ocenjevanjih panelov in tako naprej, potem enake možnosti spolov v kariernem napredovanju, to sem spadajo, kot je omenila že dr. Roter pred mano, posebna izobraževanja tudi na temo nezavestne pristranskosti, potem implementacija dimenzija spola v vsebini raziskovanja v vseh fazah raziskovalnega procesa in pa tudi posebni ukrepi, nek protokol, ki je na mestu za naslavljanje problemov nasilja na podlagi spola, spolnega nadlegovanja, sprejeti kodeksi obnašanja. To nekako tako je zaenkrat predvideno, kakšen gradnik se še lahko doda ali spremeni, ampak v teh osnutkih je zaenkrat to. Se pravi, glede implementacije tega pogoja je predvideno določeno prehodno obdobje do uveljavitve, se pravi, to obdobje naj bi trajalo 1 leto, se pravi, tako v začetku, ko se obzorje Evropa, še ne bo to zahtevano, ampak čez 1 leto, leta 2022, pa bo pri prijavih na projektih. Pri prijavih bo zahtevana neke vrste izjava, da imaš ta akcijski načrt. Kot sem pa omenila že prej, bo na EU nivoju tudi predvideno financiranje tega centra odličnosti, ki bo združil vse dosedanje znanje in izkušnje na tem področju in bo nudil podporo institucijam. Me je bilo pa zelo dobro, me je veselilo, da je tudi dr. Roter, ki se dela v tem projektu, evropskem projektu, da bojo tudi naši eksperti nudili posebno podporo za slovenske institucije, tako da jaz z veseljem to pozdravljam, bomo tudi te informacije razširili naprej, tako da bojo institucije o tem seznanjene. Tako da zdaj pa poleg tega je pa znotraj programa širjenje sodelovanja in krepitev ERA predvidenih še 10 namenskih razpisov v podporo implementacije načela enakih možnosti. Ti razpisi so večinoma coordination and support action, se pravi koordinacijske in podporne aktivnosti, ne toliko raziskovalne aktivnosti. Tukaj je zdaj vidite pač par razpisov, kako je predvideno v osnutku tega programa. Se pravi, kot je tukaj razvidno, bodo ti razpisi namenjeni predvsem podporo nacionalnih ekspertov na področju enakosti spolov, financerskih organizacijam pri implementaciji enakosti spolov pri financiranju raziskovanja. Poseben fokus bo namenjen enakosti spolov pri inoviranju, potem vplivu pandemije COVID-19, potem komisija bo v okviru tega programa tudi financirala povezovanje med bolj izkušenimi in pa manj izkušenimi raziskovalnimi organizacijami kot pomoč pri pripravi akcijskih načrtov za enake možnosti spolov. Poseben fokus bo namenjen tudi mreženju na političnem nivoju med posameznimi državami, članicami, izmenjavi izkušenj, spremljanju podatkov na področju enakosti spolov, nadaljevalo se bo zbiranje podatkov za SheFigures. Kot zanimivost je pa predvidena tudi poseben certifikat,
oziroma nagrada za institucije, ki so aktivne in uspešne na tem področju. Tako da v bistvu v Sloveniji, kaj se trenutno dogaja relevantnega, pač sprejem novega zakonodaje na področju raziskovalne dejavnosti. Znotraj tega zakona je že dosledno upoštevano uravnotežena sestava po spolu v raznih svetovalnih telesih ministrstva. Hkrati so predvideni pač, da bojo inštitucije določile posebne indikatorje z področja enakosti spolov in v njih poročale v okviru svojih letnih poročil. Pripravlja se pa tudi nova rezolucija, nova strategija RIS, kjer pač je cilj ministrstva pripraviti ustrezne ukrepe, ki bi nudili podporo institucijam pri naslavljanju tega področja. Gre pa tudi, da bo nekako poskušal združiti nacionalni vidik in pa evropski vidik, ki sem ga predstavljala prej. Tako da v bistvu ta resolucija je še v pripravi. Ob tej priložnosti bi povabila vse, pač, da sodelujete v javni razpravi, ko bo ta dokument javen. Tako da v bistvu to dodatne informacije lahko najdete na strani Science Fit and For Society, Gender Equality Policy page, tukaj so redne objave vseh novosti. In pa glede akcijskega načrta osnovnih gradnikov je pa stran AIGE, na tej spletni strani je v bistvu na voljo nek toolkit, kako lahko, katere elemente moraš upoštevati pri pripravi teh akcijskih načrtov. Tako da to bi bilo zaenkrat vse z moje strani. Najlepša hvala za pozornost. Tako da predajam besedo naprej. Hvala, Uršula, da ste to konkretno izkušnjo institucije, o kateri smo slišali prej, postavili v ta širši kontekst zahtev, ki jih pred nas postavlja novi 9. okvirni program. Zdaj pa bi prosila dr. Stojana Sorčana, ki je ponovno z nami, česar sem zelo vesela, da spregovori o izzivih poklica raziskovalcev v kontekstu podobe in pričakovanj Evropske unije in tudi Slovenije. Prosim, dr. Sorčan. Dr. Sorčan, jaz vas ne slišim. Se zdaj slišimo? Se zdaj slišimo? Ja, zdaj pa ja. In tudi vidimo, je na ekranu. Tako je. Najlepša hvala za besedo, spoštovani gospod dekan, spoštovane raziskovalke in raziskovalci. Tudi nam iz ministrstva je veliko čast, da smo danes lahko ponovno z vami ob dogodku Evropske noči raziskovalcev, katerega namen je pravzaprav v tem, da se raziskovalke in raziskovalci pokažete javnosti in s tem pokažete pomen, ki ga imate v družbi, ne samo zaradi vaše radovednosti, zaradi teorij, ki jih dnevno ustvarjate, ampak tudi zaradi vašega vpliva na vsakdanje življenje, na kvaliteto našega življenja in tudi nenazadnje na zdravje, kar se kaže v tej epidemiji COVID. Filozofska fakulteta se mi zdi, da z vsemi preddogodki v okviru Evropske noči raziskovalcev to svojo nalogo opravlja zelo odlično, saj prikazujete slovenski javnosti vaše dosežke in še posebej se mi zdi pomembno, in to je potrebno poudariti, ne dosežke samo raziskovalcev, ampak tudi raziskovalk, kar je ena od vaših osrednjih tem. No, namen moje predstavitve danes je pa predvsem v tem, da opozorim na kompleksnost in na izjemno pomembnost poklica raziskovalk in raziskovalcev. To je bilo danes nekako že pravzaprav lepo praktično vidno. Sam pa bi želel postaviti nekatere dimenzije poklica raziskovalcev v nek širši kompleks.
Nekako si ne drznim trditi, da imam vse odgovore na vsa vprašanja. Se mi pa zdi pomembno, da se ob takšnem dnevu, kot je danes, pogovarjamo ne samo o uspehih, ampak tudi o problemih, ki jih raziskovalci in raziskovalke imate pri vašem vsakdanjem raziskovalnem delu. V tem smislu bom najprej pokazal nekaj podatkov o raziskovalkah in raziskovalcih v Sloveniji, nato bom poskušal prikazati evropsko in nacionalno politiko kariernega razvoja za raziskovalke in raziskovalce. Posebej bom poudaril dokument Evropsko listino za raziskovalce in kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev, ki sta stara že več kot 20 let, pa še vedno sta uporabna, in potem na koncu bom poskušal opozoriti na nekatere izzive in ponuditi nekatere rešitve za izboljšanje položaja raziskovalk in raziskovalcev v Sloveniji. Za uvod ni potrebno poudarjati, da ste raziskovalke in raziskovalci najpomembnejši dejavnik odlične znanosti. Zdi se mi pa pomembno poudariti, da je to največkrat prezrto, da ste podcenjeni, da se nekako podrazumeva, da raziskovalci in raziskovalci kot geniji, kot zelo talentirani, izobraženi ljudi, seveda zelo samoumevno izvajate vse naloge in se spoprijemate z vsemi težavami, ki jih imate. Pa seveda temu ni tako. Najprej nekaj številk. V Sloveniji imamo v 3 sektorjih, se pravi na univerzi, na visokošolskem sektorju, v državnem sektorju in tudi v poslovnem sektorju zaposlenih kar veliko število raziskovalcev in raziskovalcev. Okrog 7.000 je takšnih na univerzah in raziskovalnih inštitutih in nekaj več jih je v podjetjih. To je relativno zelo veliko število in eden od prvih problemov, ki ga tukaj srečujemo, je zelo velika neprehodnost med posameznimi sektorji, se pravi zelo veliko nesodelovanje med univerzami in inštituti in tudi le-teh z poslovnim sektorjem. In to je seveda eden od zelo velikih problemov. To ni problem dotičnih raziskovalk in raziskovalcev, ampak je problem sistema, problem institucij, ki tovrstnega sodelovanja ne spodbuja oziroma ga celo marsikje ovira. Glede na znanstvene discipline, ja, je tako, kot je povedal gospod dekan, družboslovje in humanistika sta v manjšini, vendar tega ne bi mogli trditi za vaše rezultate in uspehe, ki jih dosegate, in tudi tu se srečujemo z problemom in nesodelovanja med posameznimi znanstvenimi disciplinami, ki je danes za uspeh znanosti ključno. Skratka, prva 2 veliki sistemski oviri za boljše delo raziskovalk in raziskovalcev. Če bi se primerjali z Evropo, bi videli, da smo po številu kar dobro zastopani, smo nad povprečjem Evropske unije in se lahko primerjamo z najrazvitejšimi v svetu. Tudi mednarodno sodelovanje v nasprotju z meddisciplinarnim in medinstitucionalnim je izjemno veliko. Tule sem napravil graf, kjer vidite število mednarodnih povezav, ki ste jih dosegli v evropskih projektih. Številke so enormno velike in seveda kažejo na to, da ste odprti Evropi, ste odprti mednarodnemu sodelovanju, kar je seveda predpogoj za uspeh. Če pogledamo razmerje med raziskovalci in raziskovalkami v Sloveniji, potem žal še vedno seveda vidimo, da je to razmerje ni uravnoteženo, moški prevladujejo v raziskovalni dejavnosti, veliko bolj seveda na vodilnih
tudi na vodilnih položajih, kljub temu, da je recimo razmerje med študentami, med študenti in študentkami drugačno, kot ga prikazuje ta slika, kar pomeni, da so v sistemu nekateri elementi, ki ne omogočajo enakega vključevanja enih in drugih v raziskovalni proces. Če bi se poskušali na hitro pogledati obseg raziskovalcev z našo kakovostjo, potem bi seveda z žalostjo morali ugotoviti, da je Slovenija ne v prvi, ne v drugi, ampak v tretji ligi, če se lahko malce nogometaško izrazim. Skratka, naša kakovost ni primerljiva povsem evropski kakovosti. Seveda, tu moram takoj povedati, da mnoge raziskovalke in mnogi raziskovalci in skupine odstopajo, so v samem vrhu, vendar v povprečju padamo. Trend ni v naraščanju, vendar v padanju kakovosti, kar seveda nas usmerja na to, da moramo seveda vrsto težav, ki jih imamo v sistemu, odpraviti. In pri tem moramo seveda resnici na ljubo povedati, da med vsemi negativnimi elementi, ki v znanstveno-raziskovalnem sistemu v Sloveniji obstajajo, človeški viri, se pravi kakovost raziskovalk in raziskovalcev, niso negativni, vendar so pozitivni. To je pravzaprav edina svetla točka, ki jo v znanstveno-raziskovalnem sistemu v Sloveniji še imamo, in zato, če hočemo izboljšati sistem, če hočemo potegniti voz naprej, kot bi rekli v prispodobi, potem je potrebno okrepiti moč raziskovalk in raziskovalcev. In politika kariernega razvoja v Evropski uniji nam je tukaj ob strani. Evropska politika delovanja, spodbujanja je takšna, da seveda nas navaja k temu, da je potrebno več pozornosti nameniti položaju raziskovalk in raziskovalcev, da je potrebno ustvariti ne samo več finančnih virov, da je potrebno povečati število raziskovalk in raziskovalcev, zagotoviti boljše delovne pogoje, več investirati v karierni razvoj, ampak tudi, da je potrebno spremeniti odnos do poklica raziskovalk in raziskovalcev, ne samo pri nas, ampak tudi širom v Evropi. Spolna dimenzija je ena od takšnih, ki je pomembna. Velik problem je to, da raziskovanje še vedno ni postal integralni del visokega šolstva, kar verjetno najlažje opažate tisti raziskovalci, ki ste zaposleni na visokošolskih zavodih, kjer pravzaprav časa za raziskovanje razen ob sobotah in ob nedeljah ali dopustov ali praznikih pravzaprav ni. In tukaj so tiste točke, ki jih je potrebno spremeniti. Evropska unija opozarja na pojem raziskovalne kariere, ki ni enoznačen. Pri nas si predstavljamo raziskovalca kot nek enoten model. Najprej je seveda doktorski študent, potem je postdoc, potem napreduje v asistenta, docenta in tako naprej. In od njega se pričakuje bibliografija, znanstveni rezultati, vse ostalo pa pravzaprav ne. Biti raziskovalec danes ni enoten pojem. Biti raziskovalka ali raziskovalec je lahko nekaj zelo različnega in
raziskovalni sistemi in tudi univerzitetni, znotraj univerzitetni sistemi tega ne omogočajo. Napredovanje, ocenjevanje, kot je omenil gospod dekan, bibliografija je ključna, so neke trdna dejstva, ki se ne spreminjajo in se razumejo kot nekaj samoumevnega. Pa temu ni tako. Če hočemo dvigniti kakovost, potem je potrebno pripoznati, da so raziskovalne kariere lahko različne, da raziskovalci lahko napredujete po različnih smereh in ste seveda tudi različno ocenjevani. Evropska unija je v zadnjih 20 letih naredila zelo veliko za področje raziskovalnih karier. V nadaljevanju bom omenil Charter and Code, se pravi listino in kodeks za raziskovanje, in tudi v nadaljevanju boste od kolegice Marje slišali, kaj vam nudi mednarodna platforma Euraccess v primeru zaposlovanja in v primeru iskanja primernih partnerjev za mednarodno sodelovanje. Pri tem seveda Evropska unija oziroma Evropska komisija s prstom kaže zlasti na države članice, ker premalo vlagajo v znanstveno-raziskovalno javnost, katerega posledica žal je vedno večja delitev med najboljše v Evropi in med tiste slabše v Evropi. In ta ločnica se vedno bolj povečuje, najpametnejši, najboljši, najambicioznejši odhajajo iz teh slabših, znanstveno in inovacijsko slabše razvitih držav, zlasti na zahod in na sever, kar seveda povzroča enormen beg možganov, kar ni prav, zato je seveda tu potrebno napraviti veliko več, kot o tem govorimo. O spolni enakosti je bilo danes že veliko povedanega, ravno tako tudi o sodelovanju med državo in znanostjo. Da seveda poudarim, raziskovalne kariere so tiste, ki nas lahko potegnejo naprej, in zato je potrebno na sistemski ravni, tako meni Evropska komisija, napraviti veliko. Eden od največjih izzivov, s katerim se Evropska komisija pri tem srečuje, so različne plače za enako delo. Evropska komisija se je zastavila cilj Equal Pay for Equal Work. To je seveda izziv, ki ga ne bo kar tako lahko doseči, namreč vsi vemo, da imamo nacionalno zakonodajo, da ste v Sloveniji raziskovalke in raziskovalci javni uslužbenci, podvrženi istemu sistemu ali podobnemu napredovanju kot javni uslužbenci v državni upravi, kar seveda zmanjšuje vašo konkurenčno sposobnost do tistih, ki na projektu, ki ste ga pridobili skupaj, recimo dobijo za plačo enkrat več, oziroma so enkrat več nagrajeni kot v Sloveniji, in to seveda povzroča enormne probleme. V nadaljevanju bi omenil institucionalne vidike, diversifikacijo karier, raziskovalnih karier. To je nekaj, o čemer se v Sloveniji ne pogovarjamo in se privzema kot nekaj samoumevnega, vendar ni samoumevno, tako da ministrstvo načrtuje tudi z novo raziskovalno inovacijsko strategijo odpreti to vprašanje in seveda poudariti večjo moč institucij, da same določajo svoja pravila za napredovanje in tudi za smeri napredovanja. Omenil sem že brain drain, se pravi beg možganov iz držav, kjer smo znanstveno, kako bi rekli, manj uspešni. Hrvaško predsedstvo je v tem letu naslovilo posebno resolucijo in na nek način tudi zahtevalo
od Evropske komisije, da nameni posebna sredstva za reintegracijo, se pravi za tiste, ki so iz države odšli drugam, se pravi za dodatne spodbude za vrnitev nazaj v svojo matično domovino. Tu bi želel omeniti zelo pomemben članek prve slovenske dobitnice ERC projekta, Nedeljke Žagar, mimo grede druga slovenska dobitnica ERC projekta je iz Filozofske fakultete, profesor dr. Vrđenela. No, gospa Nedeljka Žagar, ki trenutno dela v tujini, pravi, da poleg pomanjkanja finančnih sredstev je za uspeh raziskovalcev pomembna tudi raziskovalna administrativna podpora, o kateri je govoril tudi vaš gospod dekan in ki je pomembna. Ona pravi, da je ravno tako pomembna v tem članku, kot so pomembne finančna sredstva, morda celo bolj, pravi, da je zelo pomembna institucionalna atmosfera, ki daje mlajšim raziskovalcem sploh glas, besedo, da se lahko v raziskovalni inštituciji slišijo in tukaj seveda namiguje tudi na že danes omenjeno prekarnost in na večje sodelovanje. Vsi namreč imamo v glavi stereotip raziskovalca, individualca, ki sedi v svoji pisarni, sam ločen od vsega, piše članke in jih objavlja sam. To je seveda model, ki ni uspešen, ki je preživet in ona recimo trdno polaga na svet tudi slovenskim raziskovalnim inštitucijam, da je potrebno takšne stereotipe preseči v smislu večjega sodelovanja in odpravljanja tovrstnih težav. Želel bi omeniti, in danes seveda, kar se mi že mudi, seveda ne morem Evropske listine za raziskovalce in kodeks ravnanja pri zaposlovanju predstaviti v detajle, vendar bi želel povedati, da je to dokument, ki je pomemben ne samo za posameznega raziskovalca, ampak je pomemben zlasti za raziskovalne inštitucije in prav tako kot gender equality programi so ravno ti dokumenti ravno tako pomembni pri prijavah na evropske raziskovalne projekte. Tiste raziskovalne organizacije, ki seveda upoštevajo in spoštujejo to listino, seveda lažje pridejo do finančnih sredstev kot tiste, ki tega nimajo. Dokument je zelo kratek in naslavlja, kot vidite, zelo pomembna vprašanja, za katere pogosto razumemo, da so nekaj samoumevnega, pa niso. Namreč, če se ustavim samo pri etičnih načelih, ki postajajo vedno bolj pomembna, če se spomnimo govora profesor Vrđenele izpred nekaj tednov, ki je pravila, da je ravno etična dimenzija bila tisti najtrši oreh pri prijavi njenega projekta. Zaposlovanje, tukaj ne bom omenil transparentnosti, preglednosti, odprtosti, merila za ocenjevanje, ki jih pogosto prezremo in nekako se obnašamo po tisti stari slovenski navadi, da saj nobenega drugega boljšega ni kot tistega, ki ga jaz poznam. In to je napaka, ki jo pri zaposlovanju v raziskovalni sferi se dogaja, namreč razpisi za raziskovalce morajo biti mednarodno odprti, vključeni morajo biti mednarodni strokovnjaki, zato da se seveda zagotovi primerna kakovost. Delovni pogoji in socialna varnost, zlasti delovni pogoji so nekaj, kar zlasti raziskovalke in raziskovalci na Filozofski fakulteti
veste, kako je pomembno in kako je ključno. Tukaj moramo priznati vlaganje v raziskovalno opremo in v infrastrukture je v Sloveniji pošastno nizko in marsikdaj vam to prinese pomembno negativno točko pri prijavah na evropske projekte. Recimo poučevanje je neko načelo v tem dokumentu, ki je zelo pomembno, ki pravi nekako tako, raziskovalec mora poučevati. Pri tem se seveda moramo zavedati, da vsaj polovica raziskovalcev v Sloveniji ne poučuje in tisti, ki poučujejo, pravi to načelo naprej, ne sme poučevati preveč, zato da lahko tudi raziskuje. To pa verjetno tudi na filozofski fakulteti še kako dobro veste, koliko dela je za samim poučevanjem, da seveda potem zmanjkuje časa za raziskovanje. Usposabljanje in razvoj pa je nekaj, kar je več ali manj prepuščeno individualnim raziskovalkam in raziskovalcem, kar seveda tudi ni prav in tudi na tem področju bo potrebno veliko napraviti. Za na koncu bi seveda želel povedati, da marsikaj od povedanega je zapisano v raziskovalni inovacijski strategiji Slovenije, ki se v tem letu zaključuje in na področju kadrov se lahko in se moramo pohvaliti zlasti o tem, da imamo število raziskovalcev večje od povprečja EU, kar nas rešuje. Zelo pomembno je pa tudi to, da se nam letno število doktorjev znanosti povečuje, kar je super in kar je odlično, vendar takoj za doktoratom znanosti pademo v neko veliko luknjo prekarnosti podoktorjev znanosti in tukaj je točka, kjer seveda moramo v naslednjem obdobju napraviti nekaj več. Pomembno je, da se zavedamo, da je v zadnjem desetletnem obdobju zlasti število raziskovalk padlo, da se načelo enakih možnosti, kot je bilo že rečeno, uresničuje, vendar sporadično, da vertikalno razlikovanje po starosti, po spolu obstaja, zaskrbljujoča je starostna struktura raziskovalcev, vedno več je starejših, vedno manj mlajših in mlajši se nahajajo kot smo slišali, v prekarnem, negotovem položaju. Privlačnost za tuje raziskovalke in raziskovalce se počasi dviguje, vendar v primerjavi z drugimi državami uspešnejši lahko hipotetično trdimo, da smo neprivlačni, da smo za njih neprivlačni, kar seveda ni prav, če hočemo dvigniti kakovost. Problemi, ki jih iz ministrstva vidimo pri položaju raziskovalk in raziskovalcev, so zlasti v tem, da imamo neenak status raziskovalcev na javnih univerzah in na javnih inštitutih, problem zidanja plač, različnih avtorskih honorarjev, pogodbenega dela tu in tam obstaja in to seveda ni pravilno. Karierna nestabilnost, neperspektivnost in prekarnost mlajših raziskovalcev na začetku kariere je očitna in velika hvala Filozofski fakulteti za podatke, ki jih je prikazal prej dekan, kako ste se tega lotili na Filozofski fakulteti, vendar vojne za prekarnostjo še niste dobili, ker sistemski problemi v tem smislu niso rešeni. Na ministrstvu menimo, da se krepi neenakost v znanosti, da se povečuje izključevanje iz znanosti. Tisti, ki ste v znanosti, ste, tisti, ki pa niso v znanosti, pa zelo težko pridejo v znanost. Zelo težko je priti do poklica raziskovalk in raziskovalcev, čeprav je izjemno cenjen. Nekdo je rekel, da po anketah javnega mnenja ste raziskovalke in raziskovalci cenjeni takoj za gasilci, skratka izjemna družbena reputacija, vendar po drugi strani zelo visoka stopnja institucionalne samoreprodukcije kadrov in majhna mednarodna in zlasti medsektorska mobilnost, pretok med inštituti, univerzami in ostalimi inštitucijami znanja je zelo mehna in kar je zaskrbljujoče, vse večje razkorake v znanstveni odličnosti.
To ne pomeni, da postajamo vedno slabši, ampak drugi postajajo vedno boljši in tukaj je velik problem, ki ga je potrebno rešiti. Večina od tega se na ministrstvu kolikor tolikor zavedamo. Menimo, da moramo zagotoviti zlasti ustrezne pravne podlage in zagotoviti večje finančne vire. Kot je kolegica Urša povedala, zakon o znanstveno-raziskovalni dejavnosti je tik pred sprejemom, kjer bomo urejali tudi stabilnost inštitucij, večjo avtonomnost inštitucij pri gospodarjenju z sredstvi, kar je omenil prej gospod dekan, in tudi ustvarjanje pogojev za kroženje možganov. Menimo, da nekaj vemo in da nekaj znamo na tem področju napraviti. V prihodnjih letih bomo poskušali financirati vsaj 100 slovenskih raziskovalcev, ki delajo v tujini, da se seveda vrnejo nazaj v Slovenijo. Pred leti je bil že ustanovljen sklad Aleša Debeljaka, ki ga želimo v tem smislu še okrepiti in mu dati večjo veljavo. Naj zaključim seveda z mislijo, da je na področju urejanja položaja raziskovalk in raziskovalcev potrebno napraviti veliko, tako na ravni države, kot na ravni inštitucij, kot seveda na ravni posameznikov. Z novim zakonom bomo nekatere najnujnejše stvari uredili. Seveda je pa to dolgoročen proces, kjer rabimo več sodelovanja, več razumevanja, zlasti javnosti, in zato smo zelo veseli, da lahko v okviru Evropske moči te probleme pokažemo ne samo vam, ki se s temi problemi dnevno srečujete, ampak tudi širši javnosti za njihovo boljše razumevanje pri razreševanju. Hvala lepa za pozornost in na vsa vprašanja smo vam seveda na razpolago. Hvala lepa. Ja, hvala, doktor Sorčan, za predstavitev. Izpostavili ste kar nekaj tematik, za katere verjamem, da bi potrebovali še dodatne osvetlitve. Upam, da bo še kdaj priložnost tudi za to, seveda pa po naslednji predstavitvi sledi debata, pa mogoče potem tudi tam se postavi še kakšno vprašanje in boste lahko podali kakšen odgovor. Zdaj bi pa k besedi povabila magister Marijo Medved, svetovalko v Centru Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, da nam predstavi podporo mednarodni mobilnosti Euraccess. Ja, torej, kako Euraccess nudi podporo raziskovalcem. Prosim. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Mažgon. In hvala lepa Univerzi v Ljubljani in Filozofski fakulteti za to povabilo, kjer se lepo izraža predvsem ena stvar, za katero si na CMEPIUS-u zelo prizadevamo, in sicer sodelovanje, skupno delo in povezovanje različnih deležnikov na nacionalni in mednarodni ravni. Veliko veselje nam je, da je toliko udeležencev tudi današnjega dogodka, ker se nam vseeno zdi, da Euraccess je dostikrat na evropski ravni smatran kot neka zgodba o uspehu. Doma pa je še veliko ljudi, predvsem raziskovalcev in institucij, kot je Univerza v Ljubljani, članice, profesori, raziskovalci, ki mogoče še ne vejo, kaj vse jim omogoča ta evropska pobuda, ki je primarno res evropska iniciativa, tesno povezana z vsem, kar je bilo že danes rečeno, in predvsem programom Obzorje 2020, vsemi strategijami Evropske unije na področju raziskovalcem. Tesno je prepletena tudi seveda z kodeksom in listino za raziskovalce. In vse, kar ste danes našteli, spada nekako tudi med prihodnje prioritete programa oziroma iniciative Euraccess in portala in mreže in vsega, kar zraven paše. Zdaj, sicer Euraccess je
evropska iniciativa, v kateri se predvsem združujemo države, več kot 40 držav evropskih in več kot evropske samo države. Primarno skrbimo vse za portale, vsaka država ima svoj portal, ki so si pa med seboj podobni. Predvsem pa jaz bi tukaj izpostavila mrežo, ki obstaja na ravni vsake države, ki sodeluje, tudi Slovenija seveda ima svojo nacionalno mrežo Euraccess, ki deluje podporno, no? Tako kot ste že na različne načine danes omenili te podporne mehanizme, smo tudi mi tu in mreže in članice, in tudi Univerza v Ljubljani je članica mreže, tako da skrbimo za lažjo mobilnost, mednarodno mobilnost raziskovalcev, zdaj ali naših, ki bi želeli v tujino, ali pa tujih, ki bi želeli k nam. Kot veste, je tudi naš center CMEPIUS koordinator programa oziroma skrbnik programa največjega na področju izobraževanja in usposabljanja Erasmus, in tukaj nekako vidimo tudi stično točko z iniciativo Euraccess, saj skrbimo v obeh primerih za tiste mobilne študente, raziskovalce, profesorje, predvsem tiste, ki prihajajo izven EU in ki se soočajo še z malo več izzivi, kot mogoče tiste, ki prihajajo iz Evropske unije. Zdaj, kaj konkretno? Jaz bom zelo konkretna v današnji predstavitvi, kratka in konkretna, to je moj namen. Predvsem na portalu najdejo raziskovalci, recimo, če iščejo delovna mesta, financiranje svojih projektov, morebitne tudi gostovanja, kjer si lahko recimo sposodijo opremo, uporabljajo, ne vem, laboratorije in tako naprej. Kar je še posebej pomembno v bistvu za raziskovalce in za institucije, no, ki sprejemate in ki se ukvarjate z raziskovalci, jaz bi rekla, da vsa ta številna gradiva, orodja, priročniki, moduli, ki so nastali v okviru te mreže Euraccess, in sicer recimo imamo primere modulov za karierni razvoj raziskovalcev, za mehke veščine. Dostikrat je bilo že danes tudi poudarjeno, kako je to pomembno pri raziskovalcih, da razvijajo svoje znanja in kompetence. In tukaj imate v bistvu na portalu dejansko na voljo brezplačna orodja, tako da jaz vedno znova poudarjam, da je to zelo dobro, da jih izkoristite, saj so na voljo in ni treba potem vam, kot recimo univerzi oziroma fakulteti, odkrivati nekaj, kar že obstaja na tem našem portalu. Sicer kot tretji nek velik steber pa je ta praktična pomoč raziskovalcem, se pravi posameznikom in njihovim družinam, partnerjem, ko se selijo v drugo državo. Zdaj obstajajo centri in kontaktne točke, kot sem že omenila, v več kot 40 državah. Pri nas imamo 8 institucij plus CMEPIUS, ki pomagamo na različne načine. Zdaj, mi nismo eksperti za vsa področja, ne, ker raziskovalci imajo recimo vprašanja glede namestitve, glede davkov, glede viz, glede marsikatere, no, izzivi se pojavljajo, ampak vsekakor pa skupaj z univerzami, inštituti in tudi z Ministrstvom za izobraževanje stremimo k temu, da naslavljamo vse te izzive tudi na druga ministrstva, ki so vpletena v mednarodno mobilnost raziskovalcev. Ker, kot veste, se še vedno soočajo z administrativnimi ovirami. Nismo edina država v EU, ravno malo nazaj smo imeli z ostalimi državami sestanek in so izzivi prehajanja meja, tudi recimo med Nemčijo in Belgijo in med Švico in med Švedsko in tako naprej. Tako da tukaj mi nudimo kar se da možno, no, podporo in pomoč. Vsekakor na našem portalu so, mislim, da ambasadori oziroma raziskovalci sami najboljši ambasadori, njihove zgodbe objavljamo na portalu, tako da tukaj poziv vam, dobrodošli, da jih delite, oziroma če imate raziskovalce, ki bi radi delili zgodbe, se spomnite na nas, ker imamo tudi YouTube kanal, Facebook in velik domet, no, bi rekla, tako da lahko tukaj tudi promoviramo Slovenijo kot raziskovalno destinacijo, kljub pač izzivom, s katerimi se še srečujemo. Ampak če boste šli na portal in boste prebrali te zgodbe raziskovalcev, ki smo jih posneli, boste videli, da so se zelo lepo integrirali, da imamo odlično opremo, da
In tako, no, zelo hvalijo. Imamo seveda tudi izzive, ampak nas znajo tudi pohvaliti. Konkretno, kaj je pomoč? Tako, kot sem vam rekla, številna področja so, no, s katerimi se srečujejo in mi smo jih nekako razdelili na tiste področja, ki se delijo na delo oziroma na samo življenje in potem odhod. Približno enaka struktura je vseh portalov, tistih drugih, tudi v ostalih državah, no, vsi imajo te glavne informacije in podporo in potem Jobs and Funding, to je nedvomno tista stran, ki je najbolj obiskana. In potem je Euraccess Slovenija oziroma Euraccess, ne vem, Švedska, Euraccess Nemčija in tako naprej. Samo da vidite nekako, kako je strukturiran naš portal. Sigurno najbolj seveda obiskana je Jobs and Funding in jaz sem tukaj vam dala recimo primer, recimo če sem jaz iskalec zaposlitve in lahko gledam ogromno delovnih mest je objavljenih, tako da res nenehno, predvsem javne inštitucije vedno objavljajo prosta delovna mesta in to delajo tudi naše, slovenske, vam bom pokazala v nadaljevanju, tako da v bistvu nekdo, ki želi iskati delovno mesto, lahko filtrira ali po področju ali po državi in ta baza je resnično velika. Dostikrat je bilo že omenjeno, danes ta, se pravi, kodeks, listina, vse to je tudi na naši spletni strani, da boste lažje našli. Kar se nam pa zdi še posebej pomembno, je pa in tudi Evropska unija vedno bolj poudarja našo vlogo oziroma vašo vlogo v instituciji pri kariernem razvoju raziskovalcev in v ta namen smo zbrali vsa orodja, vse, kar je bilo s tem v zvezi pripravljeno v okviru naših projektov, da si lahko pogledate, kaj že obstaja za vzpostavitev nekega tako imenovanega kariernega centra za raziskovalce na vaši instituciji. Tako da tukaj je res toplo vabljeni, da pogledate, kaj že obstaja. Jaz sem vam dala samo en primer, recimo orodja, ki raziskovalcem omogoča, da krepijo svoje podjetniške spretnosti in znanja, potem recimo vodstvene veščine in tako naprej, da se krepijo v pisanju, ne vem, člankov ali, ne vem, dela v timu. Vse te kompetence, ki so še kako pomembne, poleg tistega njihovega nedvomno strokovnega znanja na področju. Tako da toliko, da veste, da ta orodja in marsikaj že obstaja, tako da res dobrodošli, da si vzamete malo časa in si jih pogledate. Zdaj, po eni strani seveda portal nudi vsa ta orodja, katera sem omenjala, in tudi delovna mesta za posameznike, organizacije pa prav tako imajo svoje mesto in svoje stvari na portalu. Listina in kodeks, to sem tudi že rekla, se pravi, vi kot Univerza v Ljubljani lahko objavite delovna mesta. To sem vam tudi že dala nek primer, včeraj sem šla gledati, kaj je najbolj aktualno zdajle. Lahko seveda nudite tudi gostovanja, iščete raziskovalce in partnere za razne mednarodne projekte. Tako da tukaj dobrodošle seveda tudi organizacije, da raziskujete naš portal in vse, kar pač vam nudi. Kar se tiče samih orodij, boste tudi našli posebej za Vihek, eno je za raziskovalce, drugo je pa recimo za vas kot organizacije. In tukaj sem posebej vam izpostavila modul, vodnik in gradiva, ki vas vodi pri vzpostavljanju tako imenovanega kariernega centra na vaši univerzi oziroma na fakulteti, verjetno bolj na univerzi. V tujini je teh kariernih centrov vedno več in z njimi se srečujejo povsod in tudi verjamem, da vi razmišljate o tem, da bi vzpostavili take centre. Naša mreža, čisto na kratko, tako kot sem rekla, pač Univerza v Ljubljani seveda je članica že dolgo in potem vse ostale univerze, največje, ki so večje, hkrati je tudi Inštitut Jožef Štefan in Renew in ZRC SAZU, tako da to je nekako naša nacionalna mreža, ki se redno srečuje skupaj z ministrstvom in si izmenjujemo izkušnje, mnenja, vse, kar je pomembno, in predvsem krepimo našo mrežo, da bi lahko potem opolnomočeno delovala in nudila vso možno podporo. Kot rečeno, nismo tu sami,
glavni evropski portal in potem vsi evropski portali nacionalni oziroma nacionalni držav. In potem še širše, če vidite spodaj na zaslonu Indija, Kitajska, Japonska, Severna Amerika in tako naprej. Tako da, če vas zanimajo, recimo, ne vem, Avstralija, pogledate pod avstralski portal in sledite potem strukturi, ki je podobna, kot sem vam že omenjala. Evropski portal je za razliko od našega mogoče malo bolj obširen, ima še neke dodatne na voljo informacije, predvsem, kar se je meni zdelo, za izpostaviti mogoče ta policy library, kjer imate zbrane vse te glavne evropske dokumente, politike in tako naprej. Zdaj, tisti gospe, ki sta iz rektorata oziroma iz kadrovske službe Univerze v Ljubljani, sta registrirani uporabnici, vi se seveda preko njih dveh lahko registrirate na portal in potem, če ste enkrat registrirani, imate pač več, bom rekla, več elementov na voljo, da jih raziskujete na samem portalu. Že kot neregistrirani imate veliko stvari. Tako da, gospa Alja Gazvoda in Katja Žnidarič pa sta z vaše univerze v naši mreži in občasno tudi se srečujemo s kariernim centrom in tako kot danes z vami, na različne dogodke se odzivamo in nekako širimo ozaveščenost o Euraccess in vsem, kar nudi. Tako da, to je bilo res na kratko z moje strani. Hvala lepa še enkrat za vabilo. Dobrodošli na portalu slovenskem in evropskem in predvsem raziščite tisto, kar vam je na voljo, ker se mi zdi res škoda, da nekaj odkrivate in razvijate, če že obstaja. Hvala lepa. Hvala tudi vam za te izčrpne in uporabne informacije. Zagotovo bodo naši udeleženci pobrskali po vašem portalu. Zdaj pa bi vas povabila k razpravi, vprašanjem, bodisi da se kar oglasite ali pa vprašanje zapišete v chat. Zaenkrat mislim, da se ni pojavilo še. Zahvala za prezentacijo. Vprašanja ni v chatu. Ja, če ne bi želel nihče več ničesar dodati oziroma česarkoli vprašati, potem bi se še enkrat zahvalila vsem gostom, ki ste pripravili zanimive poudarke, vsak na svojo temo. Hvala tudi vsem, ki ste prišli danes na to naše srečanje. Spremljajte nas na humanistika.si spletni strani, še marsikaj zanimivega bomo pripravili tudi za raziskovalce in raziskovalke. Potem pa bi se na koncu zgolj še poslovila in vse dobro vam želim na vaših kariernih in tudi drugačnih poteh. Lep pozdrav. Hvala, nasvidenje. Videnje, Dija. Hvala, nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Hvala, nasvidenje.